Edini prav lepo pozdravljam župana občine Brežice, gospoda Igorja Molana, ki si zmeri vzame čas za nas, počastili svojim obiskom, ne samo na občinem dvoru, ampak tudi na večini prireditev, ki imamo v svojem parku. Lepo pozdravljam med nami tudi vodja javnega sklada za kulturne dejavnosti izpostave Brežice, gospod Simona Rožman-Fornat. Pozdravljena. Pa seveda tudi to je, da so razprostene na občinem zboru društev. To pomeni seveda, da res v občini imamo izjemno aktivno kulturno življenje na vseh področjih in seveda vam treba za to vse čestitati in tudi obenem se vam zahvaliti za to vaše prostovoljno delo oziroma vaš čas, ki ga posvečate kulturi, seveda s tem pa posvečate tudi predvsem svoje delo, svoje izkušnje našim občanom, kajti dejansko kulturo nekako polepšate večino naših prireditev, po drugi strani pa seveda tudi kot turistična občina, s tem delate tudi promocijo našem turizmu in pa seveda kompletno lahko rečem tudi razvoju občine Brežice. Seveda vemo, da dejansko, kot sem že omenil, kultura sloni na prostovoljnem delu, na volonterstvo, vendar seveda vemo, da imate kar visoki nivo, tako da marsikateri lahko rečejo, da imamo pri nas nekako prostovoljno, profesionalno kulturo. Občina seveda se zaveda vašega pomena in poskuša pomagati na različne namene. Eden od pomembnih je še vedno, da zagotavljamo predvsem primerne prostore, v katerih lahko vabite, v katerih lahko izvajate predvsem svoje aktivnosti in pa delate tudi prireditve. Tako lahko rečem, da smo letos lahko res veseli in ponosni, da nam je uspelo urediti ta naš kulturni dom, ki je na koncu koncev naš osrednji prostor za vse vas in res ni bilo enostavno, kajti dejansko gre za kar veliko prenovitev, tudi v finančnem merilu, čeprav na prvi vzgled mogoče bo marsikdo rekel, da ni takšne spremembe, vendar definitivno seveda pri takšnih primerih, kot je prenova teh domov, je izjemno pomembno tisto, kar se tudi navidi, kar je zidovi, akustike in podobne stvari. Želeli pa smo seveda tudi ob te priložnosti povečati predvsem ta atrij in pa poboljšati predvsem dostopnost za invalide in jaz mislim, da s tem smo tudi to dosegli, da bo ta prostor bolj operativen, več namenski, tako za mogoče poveseliti po določenih prireditvah, pa vidim, da tudi primeren za občne zbore. Tako da seveda, mislim, občne zbore, ki jih manjka vse drugega. Tako da lahko rečem, da s tem seveda jaz verjamem, da po več kot 20 letih smo dosegli to, da se bo to prenovilo in jaz verjamem, da bo to za naslednjih vsaj 20 let tudi kar precej pripomoglo. Poleg tega seveda poskušamo tudi zagotavljati prostore po različnih krajevnih skupnostih, kajti vem, da vsaka krajevna skupnost, vsak kraj mora imeti neki kulturni dom, tako da poskušamo v vseh krajih nekako pred tem prispevati. V lanskem jesen smo odkupili tudi dom kulture ali zadružni dom na Bizelskem, ki ga prav tako v prihodnosti želimo obnoviti in omogočiti tudi na Bizelskem, da bo imeli te svoje prostore, ker ti tudi takšni jih rabijo. Poleg tega pa seveda veste, da imamo tudi drugje to narejeno. Se pa seveda zavedamo, da samo prostore niso dovolj, da je potrebno zagotavljati tudi določene sredstva. V proračunu zagotavljamo vsako leto sredstva. Vem, da ponavadi vsi rečete, da bi želeli več, vendar definitivno glede na veliko število društev se to ponavadi nekako razkropi, vendar prepričan sem, da ta sredstva, ki vam jih občina da, so tista osnovna zagonska, ki vam dajo na nek način motivacijo, po drugi strani pa tudi omogoča nemoteno delo. Zdaj treba povedati, da verjetno smo si vsi želeli, da bi se tudi ta sredstva povečali v rebalansu ali pa proračunu. Žal pa treba povedati, da zdaj, ko smo nekako sešteli tudi mi, kaj se dogaja, so se stroški občinam tako bistveno povečali, da bomo še zelo težko držali ta nivoj, čeprav treba povedati, da ne bomo šli v zmanjševanje sredstev za kulturo, za programe. Treba pa povedati, da so se stroški v 2 letih, odkar smo sprejeli proračun, povečali občin za 5 milijonov prihodki oziroma povprečnina samo za milijon.
tako da bomo imeli letos res izjemno težave izvesti proračun v tej obliki, kot je bil sprejet. Verjetno pa bomo morali seveda zmanjšati kakšno investicijo, definitivno na programih ne bomo zmanjševali. Tako da razpisi Slovenije, jaz verjamem, da ste se že prijavili, s tem, da je proračun sprejet, boste lahko začeli tudi programe takoj izvajati, ko boste dobili seveda odločitve. Jaz bi tudi se zahvalil vsem tistim, ki so v komisiji, kajti ni lahko tudi ta sredstva razdeliti oziroma vse programe ovrednotiti, vendar definitivno jaz moram reči, da komisije, ki so na občini delajo, to v tem seveda vrednotijo, upravljajo izjemno pomembno delo. Tako da, poleg tega seveda treba še vedno povedati, da me veseli, da smo tako obnovili v preteklosti tudi vodovodni stolp in pa naš grad, Posavski muzej, v katerim se izvajajo nenehne prireditve. Jaz mislim, da vidim, da tudi tu je Alenka, da smo lahko veseli, da ta naš Posavski muzej se res odprt in da vam da možnost, da se v njem dogajajo dogodki, da je pestro življenje in seveda vse to nas bogati. Ob tem samo še zahvalo, da tudi se udeležujete raznih občinskih prireditev, ki jih imamo, ali se gre za kakšne otvoritve, ali za svečane seje, ali kaj podobnega. Da tudi ponavadi pokažemo, tako nam, kot tudi vsem gostom, ko pridejo, da je občina Brežice občina, ki lahko prireditve in pa dogodke res naredi na visokem, kvalitetnem nivoju. Marsikateri pravijo, da so mogoče celo naše določene prireditve, mogoče tako kakovostne kot državne ali pa celo včasih mogoče bolj. Tako da jaz lahko rečem samo vsem skupaj hvala, želim vam uspešno delo, da si izpeljate vse tiste programe, ki jih imate. Občina pa bo še naprej po svojih močeh pomagala in skušala narediti vse, da bo tako kultura, kulturna društva in pa seveda ta bogati kulturni utrip občine Brežice še naprej uspešni. Hvala lepa in lep dan. Nekdo proti? Programsko poročilo o delu Zveze kulturnih društev za leto 2024. Zveza kulturnih društev Brežice deluje v namenu povezovanja in predstavljanja članov društev iz občine Brežice, ki z ohranjanjem kulturne dediščine in inovativnim pristopom pri delovanju bogatijo kulturno življenje občine in predstavljajo tudi zunaj njenih meja. Zveza nudi podporo pri njihovi dejavnosti in zastopa društvene interese lokalnih skupnosti pri Zvezi kulturnih društev Slovenije in ostali javnosti. Zveza je tudi v zadnjem letu sledila svojemu osnovnemu poslanstvu in delovala predvsem v dobro kulturnih društev. Spletno stran je namenjena predstavitvi njenega delovanja, kot tudi delovanja in predstavitvi brežiških kulturnih društev, smo redno ažurirali. Na spletni strani so objavljeni tudi vsi aktualni razpisi in projekti iz občine. Društva ob nujni finančni pomoči potrebujejo nasvete pri njihovem delu, pomoč pri razpisih, pri organizaciji dogodkov, izdajanju e-računov in tako naprej. Vse pobude društev smo redno proučevali in skušali uresničiti, oziroma smo jih predstavljali lokalni skupnosti. Udeležili smo se nekaterih društvenih zborov članov in prireditev ob okroglih jubilejih in izložili posamezna priznanja. Med najpomembnejšimi projekti Zveze štejemo organizacijo osrednje občinske slovesnosti v kulturnem prazniku s podelitvijo priznanj in odličij vidnim ustvarjalcem v brežiški umetniški kulturi in ob tem priprava in izvedba razpisa za priznanje in odličje. Zveza je tudi koordinatorka udeležb članov in mentorjev društev na izobraževanju ter organizatorka izobraževanja društva, kjer smo poskrbeli za sofinanciranje kotizacij, pri organizaciji pa za prostore, izvajalcev in materijale. Spodbujanje in podpora izobraževanjem je ena izmed postavljenih vlog Zveze. Kaj naj dodam, da zelo pomembno je, ko Lučka pošlje po elektronski pošti ponavadi poziv, da se prijavite na izobraževanja, ker na podlagi tega poziva se mi na razpis občine Brežice prijavimo, dobimo določena sredstva in potem tudi sofinanciramo vaše izobraževanja. Do zdaj moram reči, da so bila vse izobraževanja 100% sofinancirana,
S tem se trudimo tudi tako, da določene projekte koordiniramo, sproti preverja, ali je še kje sredstev dodatno razpiše, mogoče kakšno izobraževanje oziroma poišče. V letošnjem letu smo pa tudi iz lastnih sredstev namenili za izobraževanje, s tem, da so imela društva res potem 100% sofinancirano ta izobraževanje. Naj pa na nadaljevanje na kratko povzamem aktivnosti po mesecih. Januarja je Zveza društva pozvala k prijavi udeležb članov in mentorjev na izobraževanjih z namenom povrnitve kotizacij. Zveza sredstva v ta namen pridobiva na podlagi vsakoletne prijave na občinski razpis. Prav tako se je upravni odbor sestal na izredni seji, na kateri so bili izbrani prejemniki priznanj in odličnih Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2024. Komisija, ki je izbrala prejemnike priznanj in odličij, so sestavljeni člani upravnega odbora Zveze in pa zunanji člani. Pripravili in oddali smo prijave na razpis za sredstva, ki jih razpisuje občina Brežice. V februarju smo organizirali osrednjo občinsko prireditev k kulturnem prazniku s finančno podporo občine Brežice. Na slavnostni prireditvi so bila podeljena odličja, priznanje in častno priznanje Zveze. Gre za prireditev, na katero smo lahko ponosni, saj po odzivih dobiva veljavo v regijskem prostoru. V marcu smo izpeljali sejo nadzornega odbora Zveze, upravnega odbora ter tudi zbor članov, v katerem smo izpolnili tudi obveznost oddaje letnih poročil na AJPES in finančni urad. V aprilu smo izvedli kandidacijski postopek za člane sveta javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. V maju smo sodelovali na konferenci Zveze kulturnih društev Slovenije. Udeležili smo se tudi kiparske delavnice. Junija smo imeli redno sejo upravnega odbora Zveze kulturnih društev, pa udeležili smo se okrogli obletnice v 20. letnici delovanja ljudskih pel Žegna. V mesecu oktobru smo se udeležili jubilejne razstave ob 60-letnici društva likovnikov Brežice. V soorganizaciji z kulturnim društvom Kapele smo organizirali družabno srečanje s predstavniki kulturnih društev. Pred dnevom mrtvih smo obiskali tudi grobove pomembnih kulturnikov iz naših krajev in se jih s tem pokinuli. Naj se tukaj še enkrat zahvalim kulturnemu društvu Kapele za odlično organizacijo našega srečanja. V mesecu novembru smo se udeležili jubilejnega koncerta v 10-letnici delovanja sekcije za ohranjanje dediščine, ki deluje v okviru kulturnega društva Kapele. Izvedli smo redno sejo upravnega odbora Zveze, objavili razpis za priznanje in odličja Zveze. V decembru smo imeli redno sejo upravnega odbora, s katero smo obeležili zaključek leta 2024. Julija in novembra smo skozi celo leto je Zveza z namenom zmanjševanja administracije v kulturnih društvih za večino društev izdajala e-zahtevke za pridobitev odobrenih sredstev iz občinskega proračuna in tudi ostale. V letu 2024 je Zveza z društvi sklepala pogodbe o povračilu kotizacij za udeležbo na izobraževanjih in obdobje načrtovanja za pridobitev sredstev za te zagotovila financiranje v 100% vrednosti. Pri tem je primaknilo tudi nekaj svojih sredstev. Društva so bila tudi vsa sredstva že izplačena. Zveza je sodelovala tudi pri oblikovanju občinskega letnega programa kulture in decembra podala mnenje k temu. Zraven prej naštetih vseh aktivnosti je bilo v celotnem letu tudi veliko aktivnosti, s katerimi smo usmerjali, takovali pod delovanje ljubiteljske kulture v prijazno kulturno okolje. Hvala, toliko je mesto. Hvala. Prav. Poročila so sprejeta. So, okay. Se pravi, gremo na točko 5, program dela Zveze kulturnih društev v letu 2025. Pa prosim, da program predstavi predsednik. Program dela Zveze kulturnih društev za leto 2025. Zveza v letu 2025 sledila svojemu poslanstvu, ki temelji na podpori, predstavitvi in povezovanju s člani društev. Zaradi medsebojnega uspešnega sodelovanja z društvi je to temeljno gonilo našega delovanja.
Delovanje podpira tudi občina s povabilom k oblikovanju letnega programa kulture in organizacije osrednje občinske slovesnosti slovenskim kulturnim praznikom. Program dela bomo popolnili z naslednjo vsebino. Odločanje o prejemnikih priznanj in odločitev zveze, ne bi pozval vse člane, ki so morebiti že predlagali oziroma imajo namen, da v primeru, če so bili kadarkoli s kakšnim predlogom niso prišli skozi oziroma zavrnjeni, to še ne pomeni, da so imeli slabega člana oziroma slabega kandidata, ampak v zvezi imamo pač določena pravila, tudi zaradi vrednotenja, ker delimo pač določeno število odličij. In če dam primer za letos, prišlo je 5 predlogov za zlato odličje in smo pač morali določene zavrniti oziroma jih podelili samo 2 oziroma oba izjema, da smo 3 se odločili. Ni pa to še, da je tudi slab kandidat, zato predlagam oziroma pozivam, da so smeli, da ponovno predlagajo in da svoji predlogi vztrajajo. Tako da tle res pozvani k temu. Organizacija, naslednja točka, organizacija osrednje občinske prireditve v slovenskem kulturnem prazniku, prijava na razpis občine Brežice, s katerim pridobivamo sredstva za delovanje in za organizacijo izobraževanj, izpeljava zbora članov, prodaja poročil na AJPES in finančni urad, sodelovanje na tedni ljubiteljske kulture, tukaj smo ponovili po organizaciji, družabno srečanje s predstavniki ljubiteljske kulture v občini in vodstvom občine Brežice, objava razpisa za prejemnike priznanj in odličij, sodelovanje pri oblikovanju letnega programa kulture v občini, sodelovanje z lokalno skupnostjo in Zvezo kulturne društva Slovenije, sodelovanje z društvi in pomoč pri njihovem rednem delovanju, udeležba na pomembnejših kulturnih dogodkih, izdajanje e-računov za društva, urejanje spletne strani, pomoč pri njihovem delovanju oziroma prijavanju. Toliko iz predlaganega programa. Hvala.